Papež Frančišek je v ponedeljek zvečer v baziliki svetega Janeza v Lateranu odprl pastoralni simpozij rimske škofije. Ta ima letos naslov Ne pustimo jih samih, spremljati starše pri vzgoji mladostnikov. Preden se je pridružil zbranim v baziliki, se je sveti oče srečal tudi z nekaj begunskimi družinami, ki jih je v Rimu sprejela Karitas ter so nastanjene po župnijah. In sicer po njegovem pozivu 6. septembra 2015. Od takrat je 38 rimskih župnijskih skupnosti in verskih inštitutov medse sprejelo 121 oseb. V uvodnem govoru zbranim na simpoziju je papež Frančišek izpostavil nekaj predpostavk, ki so lahko v pomoč pri premišljevanju o izbrani temi. Pogosto se ne zavedamo, a duh, s katerim premišljujemo, je prav tako pomemben, kakor vsebina. Prvo predpostavko, ob kateri se je tako zaustavil, je sveti oče poimenoval po dialektu, ki ga govorijo prebivalci Rima. Neredko se namreč zgodi, da pademo v skušnjavo razmišljanja o stvareh na splošno in abstraktno. S tem zapademo v nominalizem. Su questo tema vi invito a pensare in dialetto. Danes vas vabim, da bi o tej temi premišljevali v dialektu. To pomeni, da bi o družinah premišljevali v kontekstu velikega mesta, kot je Rim. In sicer z vsem njegovim bogatstvom, priložnostmi, raznolikostjo, ter istočasno z vsemi njegovimi izzivi. Življenje družin in vzgoja mladostnikov v metropoli že v osnovi zahtevata posebno pozornost in ne sme se biti lahkomiselni. Kompleksnost prestolnice ne dopušča omejenih sintez, temveč spodbuja k poliedričnemu načinu razmišljanja. Premišljevanje in tudi molitev je znova povabil papež, naj bosta torej v rimskem dialektu. Vodijo naju konkretni obrazi družin, brez abstrakcij, brez posploševanja, brez nominalizma.